V letu 2004 je bila sprejeta sprememba oziroma, bom rekla, uzakonjen inštitut družinskega pomočnika, ki je dal možnost, da tudi invalidne osebe, ki niso sposobne same skrbeti zase, 24 ur na dan dobijo neke vrste pomoč. Ta namen, kot že rečeno, je bil ustanovljen družinski pomočnik oziroma inštitut družinskega pomočnika, ki pa je celotno breme za izvajanje tega inštituta preložil na breme lokalnih skupnosti. Lokalne skupnosti so se takrat odzvale z, bom rekla, ustavno pobudo. In Ustavno sodišče je, kar izhaja nazadnje tudi iz Ustave Republike Slovenije, takrat državi naložilo, da popravi zakon v tistem delu, da torej tudi država prevzame pomemben del odgovornosti in predvsem finančno breme za izvajanje tega inštituta. Bile so storjene spremembe v okviru zakona o socialnem varstvu, to je bil tako imenovan Drobničev zakon, ki pa je zadevo kratko malo rešil na ta način, da so dejansko razbremenili lokalne skupnosti na način, da so finančno obremenile, se pravi država je finančno obremenila tako invalidne osebe kot tudi družinske pomočnike. Posledica tega je bila, da se je bistveno poslabšal finančni položaj invalidom, predvsem družinskim pomočnikom. Toliko bolj, bom rekla, pa je realnost ali pa posledica tega ukrepa vidna v enem preprostem podatku, številčnem podatku, ki govori o tem, da je število družinskih pomočnikov zaradi tega vladnega ukrepa upadlo iz 1500 na 650. V vaših mapcah, ki smo jih pripravili v poslanski skupini Lipa, je priložena tudi, bom rekla, kratka kronologija od leta 2007 naprej. Mi nismo šli nazaj v, bom rekla, leto sprememb zakona o socialnem varstvu, ampak praktično od leta 2007 naprej, ko smo poskušali tudi matično delovno telo v okviru Državnega zbora opozoriti na, bom rekla, neustrezno rešitev, ki je bila sprejeta v letu 2006. Imeli smo razpravo na matičnem delovnem telesu na odboru za delo, družino, socialno politiko in invalide in takrat sta bila sprejeta dva sklepa. Odbor je predlagal vladi, da izdela celovito analizo stanja na področju izvajanja pravice do izbire družinskega pomočnika v vseh pogledih ter o tem seznani odbor v roku 2 mesecev. Jaz moram reči oziroma ugotoviti, da ta sklep, kljub temu, da je bil sprejet na odboru, vlada žal ni realizirala v predvidenem roku in tudi neko analizo, ki smo jo dobili, je bila zgolj nek kratek povzetek, bom rekla, tistih zadev, ki jih je minister Drobnič ali pa vlada zagovarjala že v okviru rešitve, ki so jo predlagali v okviru zakona o socialnem varstvu. Odbor je sprejel tudi sklep, s katerim predlaga vladi Republike Slovenije, da prouči gradivo, predloge in pripombe iz razprave na seji odbora ter ob izdelavi celovite analize stanja iz drugega sklepa pripravi tudi morebitne potrebne spremembe področne zakonodaje. Žal, danes pišemo leto 2008, strani vlade Republike Slovenije smo dobili edini odgovor, ta odgovor pa je, da je stanje ustrezno urejeno. Dobili take zakonske rešitve, da ne bodo osebe ali pa ljudi, ki so zaradi ne po svoji krivdi, tukaj gre za invalide, tukaj gre za invalidne otroke, invalidne starejše in invalidne starostnike, da ne bo zaradi svoje, bom rekla, bolezni ali pa zaradi svojega manjka, ki ga imajo napram drugim ljudem v družbi, še dodatno prikrajšani in stigmatizirani strani države Republike Slovenije. Jaz sem včeraj rekla en stavek, da zaradi številnih sprememb vladne politike na področju sociale država ni več dobra mama, ampak država postaja, bom rekla, zelo slaba mačeha. In to se vidi žal na celotnem segmentu sociale.